Pozdravljeni, dragi otroci, dobrodošli v mojem knjižnem kotičku. Ste se tudi vi že kdaj znašli v nerodni situaciji in pri vsem skupaj ohranili pogum, nasmeh in iskrico domišljije? Tokrat bomo spoznali koalčka Nika, ki se je na bazenu, natančneje v garderobi, znašel v pravi zmešnjavi. Kar predstavljate si. Ob oblačenju je majico našel, nogavice prav tako, celo spodnje hlače srčki. A njegovih hlač, teh ni bilo nikjer. Poleg tega pa se je koalčku mudilo v šolo. Kaj mislite, kako se je koalček spopadal z nerodno situacijo? Predlagam, da se udobno namestimo in prisluhnemo pravljici z naslovom Moje hlače so izginile. Na bazenu, natančneje v kabini za preoblačenje, gre nekaj hudo narobe. Koalčka Nika grabi panika, ker ne najde svojih hlač. Torbo preišče vsaj 10-krat. Pogleda povsod, celo pod klop, toda zaman. Izginile so. V rdečih spodnjih hlačah srčki vendar ne morem ven. Ihti koalček. Vsi se mi bodo smejali. Po vrhu vsega se mu že mudi nazaj v šolo. Nima druge izbire, kot da odide brez hlač. Za malenkost odpre vrata. Na hodniku ni nikogar več, a nedaleč stran opazi dežnik. Rešen je. Koalček previdno stopi iz kabine. Stiskajoč se k stenam, odkoraka proti avtobusu. Njegovi prijatelji so se že namestili. Niko, pridruži se nam na zadnjih sedežih, mahali bomo avtomobilom. Koalček resnično uživa v pozdravljanju mimo vozečih avtomobilov, a da bi dovolil drugim videti svoje spodnjice? Za nobeno ceno. Ne, hvala, raje bom ostal pri šoferju. Ko prispe v šolo, ravnatelj takoj pristopi k njemu. Našel si moj dežnik. Hvala. Kot da bi ga odnesel veter, Niko na to hitro steče stran in se s torbo na kolenih usede na klop. Daj, Niko, pridi z nami igrat nogomet, ga vabijo sošolci. Koalček nadvse rad igra nogomet, ampak zdajle. Tokrat ne. Noga me boli. Rešen je. Nihče ni opazil njegove neprijetne skrivnosti. Ko se odpravijo proti učilnici, se koalček neopazno postavi na konec vrste. Previdno se pomika naprej, da se ne bi zaletel v velikega nosoroga Roka, kajti z njim res ni dobro češen zobati. V učilnici jim učiteljica postavi vprašanje. Koliko je 3 minus 2, otroci? Kdo bo prišel napisati odgovor na tablo? Koalček zelo dobro pozna odgovor. Nadvse si želi, da bi lahko vstal in odhitel k tabli, vendar je to zdaj nemogoče. Opoldan vsi stečejo v jedilnico. Okleva le Niko, ki svojo klop zapusti zadnji. Prestrašeno se ozira naokrog in razmišlja. Živim, si reče in hop, se z delovnim zvezkom spredaj in stripom v superjunakih zadaj odpravi za sošolci. Nihče ne bo videl njegove zadnje plati. Zadovoljen svojo genialno domislico, dohiti Pantano. Niko,
Mi lahko prosim podaš tisto čokoladno peno? Ne dosežem je. Koalček bi za svojo najdražjo prijateljico naredil vse na tem svetu. Toda tokrat ima roke zvezane. Ti ni do tega? Škoda. Potem bom jedla z nosorogom Rokom. Jezno reče njegova prijateljica Pandana. Ubogi koalček, zelo mu je hudo. Še posebej, ko vidi, da Pandana drži za taco tistega velikega grobjana in gre z njim proti ribniku. Ojej, kaj se dogaja? O ne, Pandani je na odpadlem listju spodrsnilo in čof, pristane v ribniku. Toda mali pande niso najboljši plavalci. Koalček brez vsakršnega pomisleka izpusti vse iz rok in skoči v vodo. Ostali zadržujejo dih. V ribniku je videti le klokotanje zračnih mehurčkov. A poglej, sino, kdo ravno prihaja iz vode z malo Pandano na rokah? Majceni superjunak v spodnicah. Hura! Hlače je slekel hitreje kot cestni dirkač. Pognal se je naravnost v vodo. Si navdušeno pripovedujejo njegovi prijatelji. Hvala, moj dragi koalček, mu reče Pandana, medtem ko mu na lice pritisne poljub. Niko vsi veselo vzklikajo. Slavju kar ni videti konca. Potem pa ravnatelj nenadoma naznani. Našel sem hlače. Čigave so? Ja, kakšna dogodivščina. Bravo, koalček Niko. Pokazal si veliko poguma, spretnosti in tudi srčnosti. Na koncu se je vse dobro izteklo in le ni bilo vse tako hudo, kot je izgledalo na samem začetku. Čeprav verjamem, da je koalček prav na vsakem koraku občutil sram. A moram priznati, da sem res navdušena nad koalčkovim iznajdljivim skrivanjem prikupnih rdečkastih srčkastih spodnic. Vsi se lahko kdaj znajdemo v nerodnih situacijah, a ne pozabite. Prav takrat, ko pogumno ostanemo to, kar smo, pokažemo, koliko zares zmoremo. Otroci, v mojem knjižnem kotičku pa lahko prisluhnete še eni zabavni pravljici z naslovom Lulat me. Vabljeni k poslušanju tudi te zabavne zgodbe. Lepo se imejte, bodite srčni. Pošiljam vam koalčkov pogumen pozdravček. Čau, čau. Bravo. Konec dober.